začeli. Torej, prav lepo pozdravljeni na predstavitvi knjige, nove knjige Farne spominske plošče, tretje knjige v tem ciklu, ki je nastajal skozi 17 let v sodelovanju z Novo Slovensko zavezo. V imenu založbe Družina prav lepo vse pozdravljam, predvsem pa med nami gospoda Jožeta Kočarja, dr. Antona Drobniča in gospoda Justina Stanovnika, ki nam bodo knjigo predstavili. Dovolite nekaj uvodnih misli v imenu založbe, sicer pa lahko na kratko, mislim, vsi skupaj potrdimo, da tukaj ne gre samo za neko knjigo, gre za opravljeno, neverjetno veliko opravljeno delo za slovenski narod. In če dovolite torej nekaj misli, pred vami je tretja knjiga Farnih spominskih plošč. Spodobno asketsko oblikovana v svetlomodne trde platnice, brez motivov in vinjet. Na naslovnici fotografija spomenika kamnitega križa sredi gozda. Pod njim preprosti naslov, razen križa, ne zunaj, ne znotraj, nobenega državnega ne tujega znaka, grba ali simbola. V knjigi fotografije spomenikov in seznam krajev, imen, letnic rojstva in smrti. Kot publikacija nič posebnega. Če ne bi njene strani razgaljale najtemnejše strani naše zgodovine, če ne bi njena vsebina trkala na vest našega narodnega spomina. Ta trikotnik knjig je diagnoza naše narodne bolezni, je znak razkroja civilizacije. Ta seznam tisočev pobitih in zamolčanih, še danes pahnjenih na rob javnega življenja, pretresljivo govori o pomanjkanju iskrenosti do samih sebe, o pomanjkanju zgodovinske zavesti, o pohabljenosti našega značaja, o otopelosti naše človeškosti. V treh knjigah zbrane farne spominske plošče, ki lahko domujejo le v bližini cerkva, so dokaz, da smo kot narod za resnico še zaprti in zaradi tega tudi razdeljeni. Resnico je najprej treba hoteti, zatem s trudom iskati in osvojiti, da nam bo dano se nekoč resnično osvoboditi. Osvoboditev od grehov in padcev iz preteklosti je lahko le sad hotenega soočenja z resnico. Volje vsakega posameznika in večine naroda, poštenega zgodovinopisja, kritičnega duha, ki zavrača vsak mit, vse navidezne polbogove in heroje in ima pred očmi človeka, spoštovanega v svoji neponovljivosti in dostojanstvu. O, kako daleč smo še od trenutka, ko bodo imena tisočev slovenskih mrtvih, pobitih med in po drugi vojni, pravilno vrednotena pred očmi javnosti. Ko spominske plošče ne bodo več iz sedanje čiste nuje farne, kot pravimo, temveč bodo občinske, državne, slovenske, naše. O, kako daleč smo še od trenutka, da bo dejstvo skoraj 1300 pobitih slovenskih civilistov pred letom 1942 izpod rok nekaj več kot 1000 članov takratne komunistične partije v Sloveniji, ko ni bilo še nobene vaške straže, kaj še ne protirevolucionarnega tabora, in v času, ko so revolucionarji komaj da napadali okupatorja, sprejeto kot resnični vzrok protirevolucionarnega odpora. Kako daleč smo še? Pa vendar se vse to mora zgoditi. Daleč smo, vendar bližje, tudi zaradi vztrajnega dela Nove Slovenske zaveze. Naj njej in vsem njenim članom gre zahvala za programsko usmeritev, o kateri priča že prva številka revije Zaveza. Ugotoviti žrtve protikomunističnega odpora,
skrbeti, da se znamenja, ki so z njimi povezana, zaznamujejo in zdržujejo v spomin in opomin sedanjim in prihajajočim rodovom, brez sovraštva do udeležencev. V dneh, ko nam v javnost ponovno vsiljujejo simbole totalitarizma in diktature, ne smemo molčati. Opozarjati moramo še naprej na krivice in neresnice, predvsem pa ne pozabiti, da so v trikotniku knjig na dolgem seznamu vasi naši ljudje. Zbrani smo zaradi preteklosti, a nas skrbi prihodnost. Danes, morda še bolj kot pred 70 leti, moramo biti sposobni prepoznati tiste silnice, ki danes v družbi sejejo sovraštvo in laž. Laž in sovraštvo sta namreč prepoznavna znaka tistega duha, ki je pred 70 leti zanetil revolucijo zločini proti človeštvu, zločini proti lastnim rojakom. Duha, ki je revolucijski teror nadgradil s povojnimi poboji. Duha, ki danes sili na dan v kulturni preobleki, bolj v besedah kot v dejanjih, a ki s prenovljeno močjo doma in v svetu vedno znova zahteva oblast nad umom, srcem in dušami ljudi. Bog nas obvaril tega duha. Med nas pa naj se vrne duh spoštovanja, pietete, resnice, sloge, ki naj nas, brate, vse, kar nas je, združi v sodelovanju za boljšo Slovenijo. 3 knjige spominskih plošč so tako opomin, ki iz preteklosti razsvetljuje neravno jasno sedanjost. Obenem pa so temelj za boljše prihodne dni. Hvala lepa. Nadaljevali bi s predstavitvijo in bi prosil besedi gospoda Jožeta Kočarja. Lepo pozdravljeni. Torej, končno je 3. knjiga farnih spominskih plošč vendarle pred nami. Kot vidite že po obliki, je knjiga logično nadaljevanje prvih 2 knjig. Vse 3 knjige so trajen spomenik dr. Tinetu Velikoniji. Bil je duša zbiranja podatkov in postavljanja farnih spominskih plošč. Bil je še v nedeljo 11. julija, je imel dogovorjeno srečanje za popoldanski pregled zbranega gradiva za to 3. knjigo, a je v noči na ta dan žal omahnil smrt. Tako je meni pripadal Tinotov arhiv in nadaljevanje knjige. Zgradba 3. knjige obsega iste prvine kot prvi 2. Sliko izgleda plošča ali kraja, imena in priimke žrtev z letnicama rojstva in smrti ter faro in naselje. Poleg popisa postavljenih farnih plošč po letu 2000 prinaša 3. knjiga še sezname pripravljene za plošče, ki jih še ni. Kdaj bodo postavljene spominske plošče tudi v teh krajih, je težko predvideti, saj je njihovih znancev in prijateljev vedno manj. V knjigi pa bodo njihova imena ostala. V prvih 2 knjigah je bilo do leta 2000 zbranih 12.804 oseb umrlih nasilne smrti. V 3. knjigi je na postavljenih ploščah za 68 župnij imenovanih novih 1965 oseb, na pripravljenih seznamih za 31 župnij pa še 652 imen. Skupno 2617 ljudi. V vseh 3 knjigah je torej na postavljenih farnih ploščah in seznamih popisanih 14.901 oseba. V dodatku pa poskuša 3. knjiga
še s kratkim opisom obnoviti in utrditi zgodovinski spomin na 14 nekaterih zelo usodnih medvojnih in povojnih dogodkov. Zaključuje se knjiga z odprtim pismom Nove slovenske zaveze Veleposlaništvu Združenega kraljestva. Ob tej priložnosti se moram posebej zahvaliti glavnima avtorjema 96 fotografij, gospodu Ivu Žajdeli in inženirju arhitektu Francu Popku. Podrobnejši razpored zbranih podatkov si lahko ogledate v preglednicah, tabelah in povzetkih v sklepni analizi z naslovom Umrlim za domovino. Preglednica 1 prikazuje kategorije žrtev po župnijah in področjih na postavljenih spominskih ploščah od leta 2000 seveda. Preglednica 2 pa prav tako prikazuje kategorijo oseb na pripravljenih seznamih. Po področjih je razporeditev žrtev na postavljenih spominskih ploščah v tretji knjigi podobna kot v drugi. Prednjači nekdanja Ljubljanska pokrajina, sledi Gorenjska. Na Štajerskem se je izkazal Slovenj Gradec z dekanijsko spominsko ploščo za 12 župnij. Postavitev spominske plošče v Slovenj Gradcu je bila zvezana z mnogimi ovirami. Najbolj si je za postavitev plošče prizadevala gospa Vida Vrhnjak-Dular, ki je po koncu vojne izgubila očeta, gozdarskega inženirja. Na pripravljenih seznamih za spominske plošče pa prevladuje Gorenjska z več kot polovico zbranih imen. 3 štajerski kraji, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, so zbrali 146 imen, 3 primorski kraji, Lokavec, Novaki in Postojna, pa 17 imen. Na Štajerskem je kar nekaj občin postavilo svoje pomnike na drugo svetovno vojno, a posvečeni so v glavnem padlim in pogrešanim mobilizirancem ter splošnim žrtvam vojne s preveč nepopolnimi osebnimi podatki, zato jih lahko le omenjamo. Taki pomniki so na primer v Pačah, v Gorišnici pri Sveti Marjetini Žeptuja, v Majšperku, v Markovcih, v Novi Štifti pri Gornjem Gradu, v Ormožu, v Rušah, pri Svetem Juriju v Pščavnici, sedaj vidimo, pri Svetem Tomažu v Slovenskih Goricah. Zdaj pa tabela. Tabela številka 1. Statistični pregled žrtev tudi v tretji knjigi po letih smrti in področjih zaradi primerljivosti uporablja tabelarno obliko po dr. Tinetu Velikoni v drugi knjigi. Tabela torej prikazuje število in odstotne deleže umrlih po posameznih letih na protirevolucijski strani za 11 časovnih obdobij od leta 1941 do 1949 ter skupno za obdobje 1950–170 in za neugotovljivo leto 1900XX. Statistični povzetek števila in deležev žrtev po letih smrti v vseh 3 knjigah skupaj kaže leta 1942 odstotni delež žrtev 8,14%. Leta 1943 zaradi pobojev po kapitulaciji Italije povečanje deleža za polovico, to je na 12,21%. Leta 1944 pa zaradi uspešnega domobranskega odpora zmanjšanje na 8,90%.
Število in odstotni deleži smrti v letu 1945 pa nesporno kažejo, kako kruti so bili povojni poboji. Od skupno zbranih 14.901 žrtev je kar 10.248 umrlo prav v letu 1945, kar predstavlja 68,77% delež ali kar 2/3 vseh popisanih žrtev. Upanje, izraženo v drugi knjigi spominskih plošč, da bo s tretjo knjigo delo opravljeno, se žal ni uresničilo v celoti. Vendar vse tri knjige, čeprav nepopolno, predstavljajo zaokrožen spomin na tiste tisoče in tisoče umrlih za domovino, ki jim po nedoumljivi volji ni bilo dano, da bi jih služili svojim bivanjem, a njihova zvestoba ima vendar svoje mesto in pomen v domačem občestvu. Opomba. Pred nedavnim sem iskal podatke o kraju in imenih ustreljenih talcev na področju Ljubljanske pokrajine v letih 41 do 43. Podatkov kot za žrtve na farnih spominskih ploščah kljub številnim spomenikom žal nisem našel. Izgleda, da takega sistematičnega pregleda za talce še ni. Na zaključek pa del pomenljivega posvetila na spominski plošči v Semiču. Človek, ki bereš ta imena, beri jih spoštljivo. Za vsakem je tragična usoda, za nekaterimi tako strašna, da ne bomo nikoli razumeli, kakšen si jo je mogel izmisliti in katera roka uresničiti. S to mislijo vzemite kdaj v roke katero od knjig spominskih plošč in ne pozabite, da so tudi ta imena del naše preteklosti. Hvala lepa.